Dobro jutro, lep pozdrav tudi z moje strani, dobrodošli. Smo v ciljni ravnini kampanje pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Kampanja, veste, da je postregla z marsičem, tudi z vsebino, ampak tudi s številnimi pričakovanimi, bom rekla, potezami določenih strank, določenih posameznikov, posameznic, skratka dela politike. Neodvisno od tega se mi že veselimo nedelje, zato ker verjamem, da bomo z večino Slovenk in Slovencev dokazali, da smo skupaj za vrednote, tiste temeljne vrednote Evropske unije, temeljne vrednote Republike Slovenije, mir, človekove pravice, temeljne svoboščine, enakopravnost, svoboda govora, na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi borba, iskreni nameni za dobro ljudi, blaginjo, konkurenčnost gospodarstva in tako naprej. Skratka, vse tisto, kar nas združuje in v čemer smo lahko enotni. Verjamem, da so tudi ljudje, vsaj v tem zadnjem mesecu, videli in uvideli, kdo je na napačni strani zgodovine in s tem tudi žal na napačni strani prihodnosti in kdo ni. Volilna nedelja oziroma že zdaj predčasne volitve so izredno pomembne in jaz na tem mestu želim še enkrat pozvati vse državljanke in državljane oziroma volilne upravičenke in upravičence, da se zavedajo, kako zelo pomembno je, kdo sedi v Evropskem parlamentu in kdo sooblikuje Evropsko unijo, s tem pa tudi Slovenijo. Evropska unija je lahko močna toliko, kolikor je enotna, Slovenija je pa lahko samo še močnejša v tej Evropski uniji in mi smo tisti, ki verjamem, da bomo lahko poskrbeli za točno to. In predvsem za vse tisto, kar šteje za ljudi, ker kot rečeno, naši nameni so iskreni. Na tem mestu se bom ustavila in dala besedo najprej predsedniku vlade in stranke dr. Robertu Golobu. Jaz bom začel tam, kjer se je včerajšnji dan končal. Včeraj smo bili priča v parlamentu jasni demonstraciji vrednot in načel tistih strank, ki se imajo za, ko ne jih imenujem, ki se imajo za stranke, ki poosebljajo vrednote Evrope. Resnica ne bi mogla biti bolj daleč od tega, kot je v resnici, kot je. Včeraj smo o priznanju Palestine, o priznanju pravice palestinskemu narodu do samoodločbe bili priča popolni izpraznjenosti naše opozicije. Izpraznjenosti na področju človečnosti in izpraznjenosti na področju kakršnega koli argumenta, zakaj bi nekemu narodu odrekali tisto pravico, ki smo jo mi sami pridobili pred 33 leti in ki se še danes spomnimo hvaležnosti vsakega od nas ob vsakem priznanju, ki smo ga dobili iz tujine. Jaz se spomnim, da smo takrat šteli priznanja in dobesedno v športnem, navijaškem žargonu tekmovali med tem, kdo bo videl, kdaj nas je kdo priznal. Danes mi isto podcenjujemo takrat, ko gre za vprašanje Palestine. Delamo vse, kot da priznanje ne spremeni ničesar. V resnici palestinskemu narodu taka priznanja pomenijo danes največ. In da tega ne razume nekdo, ki se hkrati še okiti kot edini zaslužen za našo osamosvojitev, je res ne samo paradoks zgodovine, ampak kaže na popolno nerazumevanje in stanja v današnjem času in pa tudi v tem, kaj je pomembno v narodnem razvoju. Tisto, kar se je pokazalo včeraj na strani vladajoče koalicije, je bilo, da ne samo, da smo odločni in vztrajni v tem, da priznamo pravico do samoodločbe, ampak da smo tudi odločni in vztrajni pri tem, da karkoli bomo počeli, je usmerjeno v mir. In včeraj se je dosti govorilo o temeljnih vrednotah Evrope, sklicevalo se je tudi na raziskave Eurobarometra in jaz se dobro spomnim, kaj je bila temeljno pričakovanje vseh Evropejk in Evropejcev v Evropi. Na prvem mestu je bil mir.
nič drugega kot mir. Zato, ker je Evropa v zadnjih 2 letih žal prišla do točke, ko voditelji, namesto da bi zagovarjali mir, zagovarjamo prevečkrat vojno. In jaz mislim, da je zdaj skrajni čas, da s tem nehamo. Jaz se na to temo v Bruslju borim že 6 mesecev, da dajmo začeti govoriti o miru na vseh kriznih in vojnih žariščih. Nisem prav preveč uslišan. Vojna retorika je postala v Bruslju del vsakdana. In to je zelo narobe. In to se kaže tudi v tem, da ne glede na to, da smo enotni pri obrambi Ukrajine, smo žal zelo razcepljeni pri obrambi Gaze ali Palestine. Včeraj se je to pokazalo tudi v parlamentu, ampak ta koalicija je pokazala, da je na strani miru. In zato je ta koalicija in ta vlada na pravi strani zgodovine. Ker edino mir je tisti, ki lahko prinese napredek in blagostanje za prebivalce. Kako razumejo v opoziciji evropske vrednote, so pokazali tudi pogovori njihovih kandidatov z vaškimi stražami. S tistimi ekstremisti v Sloveniji, ki razumejo politično kampanjo tako, da hodijo po Ljubljani in vežejo ljudi na stebre. To je domet slovenske opozicije. Strašenje. Ves čas laži in strah. Laži in strah. In ja, mogoče je kdo pozabil, jaz pa nisem, kako je bilo pred 2 leti. Ker tudi, ko so bili na oblasti, ni bilo nič drugače. Laži in strah, laži in strah. In žal so v Evropskem parlamentu delujejo enako, kot so delovali, ko so bili pri nas na oblasti. Laži in strah, laži in strah. In zato je prav, da se vsi zavedamo pomembnosti teh volitev. Ne samo zato, ker v Evropskem parlamentu nastaja 80% vse nacionalne zakonodaje, pa so naši iz opozicije sedanje popolnoma pasivni pri temu. Ne samo zato, ampak zaradi tega, ker se žal po Evropi res spet plazi ta laži in strah fenomen, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah, v velikih državah. Ekstremna desnica pač pridobiva. Zakaj? Zato, ker je lažje širiti laži in strah, ker zato ne rabiš nič delati. Zato se sam pogovarjaš z zamaskiranci, pa si že na konju. Medtem ko je delo tisto, kar počasi, včasih držiš tudi kakšno napako, ne smeš se bati, ampak moraš vztrajati. In rezultati rabijo čas, da se pokažejo. Ampak to je edina pot naprej. In ja, včasih je težko, zato ker smo demokrati, ker smo odprti do drugačnih mnenj. In seveda vsako drugačno mnenje upočasni proces, ampak ga pa hkrati obogati. In zato je rešitev, ko prijemo do nje na koncu, toliko boljša. Zato jaz res verjamem, da je zdaj čas, videli smo, kaj pomeni sedanja opozicija, videli smo njihove vrednote v zadnjih 14 dnevih, na konkretnih primerih, in zdaj je čas, da povemo, da bomo tudi v Evropo poslali jasno sporočilo iz Slovenije. Tako kot smo poslali pred 2 leti v Sloveniji, zdaj bomo poslali v Evropo. Nočemo, da nas predstavljajo v Evropi ljudje, ki pač širijo laži in strah. Ampak želimo, da imamo v Evropi predstavnike tiste večine Slovencev, ki verjame v napredek, demokracijo, vladavino prava in socialno državo. In jaz si želim, da bi to sporočilo res prišlo do vsakega. Te volitve so pomembne, te volitve dajte izkoristiti svoj glas, zato da date jasno sporočilo. Sporočilo miru in pa da v Evropo pošiljamo ljudi, ki verjamejo v trdo delo, v človečnost in pa v demokracijo. V resnici imamo v Sloveniji bistveno več, kot si mislimo. Nazadnje se je to pokazalo pri poplavah. V Evropi zagovarjamo od prvega dne 2 načeli in to je enotnost na eni strani pa solidarnost na drugi. Iz tega naslova smo uspeli na pobudo Slovenije, da so se sredstva za solidarnost, ker smo imeli to izkušnjo s poplavami, da so se sredstva za solidarnost v proračunu povečala. Da so se povečala sredstva za širitev Evropske unije in zagovarjali bomo točno to dvoje. Na eni strani večjo solidarnost med članicami, zato ker to je način, kako lahko tudi manjše članice pridejo do pomoči takrat, ko jo potrebujejo pri velikih katastrofah. Na drugi strani pa tudi širitev Evropske unije na način, da tudi države Zahodnega Balkana se vsak dan bolj približajo Evropski uniji. Ta proces bo še dolgotrajen, ampak nič za to. To je edini način, da stabiliziramo območje Zahodnega Balkana na trajni
na trajni način, zato da bomo tudi na tem območju končno spet začeli govoriti ne o nevarnosti konfliktov, ampak o miru na eni strani in da bodo tudi ljudje tam lahko normalno začeli načrtovati svojo prihodnost. Še ena stvar, ki je zelo pomembna in je bila v preteklosti absolutno zanemarjena, dostikrat poslušamo, da je Bruselj predvsem birokracija. In res, nekatera pravila, ki jih dobivamo iz Bruslja, ampak pri njih sodelujejo tudi naši poslanci, so res neživljenjska. Ampak ravno v tem mandatu je tudi na pobudo Slovenije prišlo do debirokratizacije na področju kmetijstva. Kaj imajo Slovenci od delovanja te vlade v Bruslju in od teh parlamentarcev v Bruslju to, da je slovenskemu kmetu, ki ima manj kot 10 hektarjev površin, od maja naprej so se zmanjšala administrativna bremena poročanja. To ni bila pobuda Evropske ljudske stranke, še manj opozicije slovenske, to je bila pobuda te vlade Evropski komisiji. Marca. Maja je bila že sprejeta in danes so administrativna poročanja, ki jih mora mali kmet spravljati do Bruslja, bistveno olajšana. To je to, kar imamo takrat, ko smo v Bruslju aktivni. Če pa hodimo v Bruselj, tako kot hodijo nekateri poslanci že 3 mandate, samo zato, da se tam v bistvu nastavljajo kameram, in večina slovenskih je žal takih, tistih z dolgim stažom, sploh opozicijskih, od tistih pa res nimamo prav nihče nič. Mi smo, naša generacija, če smem tako reči, je 20 let dosti udobno in konstruktivno živela tudi zaradi efekta Evrope. A smo mi to dovolj izkoristili? Ne, vedno lahko rabimo, smo seveda lahko kritični, ampak vendarle je pravzaprav ne obstaja alternativa za to supernacionalno nadnacionalno povezavo, ki je lahko zelo učinkovita. Seveda je veliko rezerve pri upravljanju Evropske unije, da je lahko še bolj učinkovita, definitivno, ampak alternative pravzaprav za naš prostor, tako ekonomsko kot vrednostno, pravzaprav ne vidimo. In tudi zanimivo je videti razprave v tujini, ko pravzaprav vsi priznavajo, da tudi največje države, članice Evropske unije, samostojno ne morejo biti nek globalen partner, nek globalni igralec, ampak je lahko samo skupna Evropska unija in Slovenija tukaj ogromno pridobiva. Seveda pa mora pridobivati na ta način, da imamo strpne diskusije, da nismo znani po nekih nestrpnostnih radikalizmih, tako na levi kot na desni. Zato se mi zdi ena strpna diskusija, ki jo Gibanje Svoboda ponuja in to delovanje enega izjemnega pomena v dobrobit vsem, ne samo pripadnikom ali pa simpatizerjem Gibanja Svoboda, ampak seveda vsem Slovencem, vsem tem novim generacijam. 20 let v Evropski uniji, ker sem jo seveda tudi aktivno spremljal na svojih prejšnjih delovnih mestih, pa tudi sicer, pomeni veliko turbulenc, ja, ampak če potegnemo črto, veliko dobrobiti za Slovenijo. Na naši generaciji je, in da to omogočimo še za nadaljnjih 20 in več let, na generaciji mlajših pa je, da aktivno participirajo v Evropi, zato se mi zdi krasno, da so na listah mladi ljudje, ki imajo neko drugo energijo, da so na listah tudi izkušeni poslanci, ki so jim lahko v support in po mojem mnenju neka taka mešanica izkušenj je pravzaprav idealna, tako kot je svojo listo zastavilo Gibanje Svoboda.